Nika Tomažič in Monika Kršič sta študentki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Petek, 10. maj, pa je bil tako zanju kot za Univerzitetni inkubator Primorske poseben dan, saj so bili znani rezultati natečaja na področju agroživilstva Open Innovation in Agri-Food Program. Dekleti sta pometli svetovno konkurenco in si priborili prvo mesto. Na Famnitu se že kar nekaj časa skupaj z Univerzitetnim inkubatorjem na Primorskem trudimo sodelovati in spodbujati mlade k inovacijam, k razvoju svojih inovativnih idej. Zdaj, ker izvajamo študijski program Sredozemsko kmetijstvo, pač spodbujamo to v tej agroživilskem sektorju in v bistvu rezultat tega sodelovanja je bila tudi decembrska delavnica, kjer so se študenti preizkusili v razvoju svojih idej. Dobili so nekako dve tematiki, eno polog je dala agrarija, urbane vrtove in drug polog pa so dali ti konzorcij mladih vinarjev, kaj narediti torej z ostanki odpadkov, ki nastanejo pri pridelavi in proizvodnji vina. Lansko leto decembra sva se z Niko prijavili na delavnice, ki so potekale na Univerzitetnem Primorskem inkubatorju. S kolegico sva se spomnili, da bi dejansko zelo prav prišel biorazgradljiv lonček, ki se v zemlji razkraja 30 dni, namreč na svetu imamo velik problem s plastiko. Lončku so dodane rizobakterije in namenjen je vsem starostnim skupinam. Open Innovation in Agri-Food sektor je eden izmed svetovnih natečajev, s to razliko, da je usmerjen v zelo prednostni sektor in to je inovacija v agroživilstvu in prehrani ter v kmetijstvu. Kot eden izmed zelo perspektivnih sektorjev smo tudi na inkubatorju pristopili v to shemo in postali leta 2017 tudi kopromotorji za Slovenijo skupaj z glavnim organizatorjem, to je Fondazione Giacomo Brodolini. No, na letošnji natečaj se je prijavilo kar nekaj idej, in sicer 87 iz celega sveta. Od teh so bili 4 slovenski in veliko veselje nam je, da je v finale prišla ideja oziroma 3 ideje iz Slovenije, ena pa je bila tista, ki je prišla med najboljše 3 in tudi zmagala, in to so grončki. Se pravi, jaz in Monika sva se zmage zelo razveselila, še posebej, ker je na globalni ravni in v prihodnosti v bistvu želiva, da naši potencialni investitorji opazijo, pač kakšen potencial ima naš izdelek.